अस्सलामु अलैकुम। Sinoči malo po 19. uri smo na železniški postaji v središču ob Dravi dočakali še en vlak s okoli 1500 begunci. Hrvaški varnostni organi so tokrat slovenske kolege obvestili o prihodu. Zbirni center v središču ob Dravi je bil sicer včeraj v teku dneva prazen, potem ko so od tu v Šentilj pripeljali vse tujce, ki so v ponedeljek zgodaj zjutraj v središče prispeli brez soglasja slovenskih organov. Malo pred prihodom vlaka smo se pogovarjali s tiskovnim predstavnikom policijske uprave Maribor Miranom Šadlom. Gospod Šadl, kako se obvladuje situacija? Torej, situacijo imamo danes pod nadzorom. Po noči smo imeli nekaj težav, zaradi tega, ker smo pač dobili nenapovedane tujce nekontrolirano oziroma so vstopili nedovoljeno na naše območje. To nam predstavlja veliko logistično težavo, ko se nam razkropijo na kilometer, dva ali pa še več, da jih potem ponovno zberemo in z avtobusi ali pa z drugimi prevoznimi sredstvi prepeljemo v centre, ki so namenjeni temu, da se tam nastanijo. Danes pričakujemo vlak iz Hrvaške, tukaj na središče ob Dravi. Upamo, da bo na njemu samo 1200 tujcev. Te bomo pospremili do sprejemnega centra, najprej v središče ob Dravi. Ko bodo tam registrirani, se bomo odločali naprej, kam jih bomo nastanili in s kakšnimi prevoznimi sredstvi. Je sploh možno povedati podatek, me zanima, koliko policistov je recimo na območju občine Ormož aktivnih v teh dneh? Glede, to je operativen podatek, ki ga z javnostjo žal ne morem deliti. Vse razpoložljive sile, ki jih imamo, jih uporabljamo. Zagotavljati moramo tudi določene počitke, da se naše sile spočijejo. Vpoklicano imamo tudi rezervno policijo oziroma pomožno. Jutri dobimo na pomoč celo nekaj vojakov, ki jih bomo zaenkrat uporabili na neoperativnih nalogah. Trudimo se po teh močeh, ki so nam na razpolago. Veste pa, da smo kadrovsko zelo podhranjeni in da se probamo znajti. No. Že imate kakšne informacije tudi za naprej, za jutri? Glede tujcev? Ja. Ne. Že to je bilo presenečenje celi dan. Kot veste, se na našem območju ni dogajalo praktično nič. Zato smo imeli možnost sprazniti vse te centre, sprejemne centre, torej tukaj pri vas središče ob Dravi in pa Gruškovje. Ti ljudi smo prepeljali v nastanitveni center v Šentilju. Tja smo dobili tudi nekaj tujcev iz območja policijske uprave Celje. Tako da je bilo v nekem trenutku kar krepko čez 3000 ljudi v nastanitvenem centru v Šentilju. Kasneje so ti tujci v večjih skupinah zapustili te centre, se napotili v Republiko Avstrijo, kjer so jih pa očitno sprejeli. Katere nastanitvene centre pa bi jih lahko potem prepeljali tukaj v središče ob Dravi? V katerekoli v Republiki Sloveniji. Tisti, ki so na razpolago, ki so določeni za takšen sprejem. Operativni štab generalne policijske uprave je tisti, ki se odloča, kam bojo koga nastanili in s kakšnimi prevoznimi sredstvi. Potem pa se v zadnjem trenutku odločamo pač glede na proste kapacitete, kam koga odpeljati. Ampak najverjetneje možnosti sta verjetno še nekaj. Za nas so to najbližje možnosti. Ne? Spet je odvisno tudi od prevoznih sredstev, ki jih imamo na voljo. Ne? Ali je to vlak, ali so to avtobusi na eni relaciji ali na drugi relaciji. V glavnem mi se poslužujemo teh naših, torej Šentilj. Imamo možnost tudi še Črnega lesa, ki je v tem trenutku samo v pripravljenosti, ni v funkciji obratovanja. Gornja Radgona, potem, če je potrebno, je vozimo tudi v Petišovce ali pa Dolgo vas. Kako je z Gajem na Pragerskem? Gaj na Pragerskem se šele pogovarjajo o tem, da ga bojo postavili. Danes imajo tam sejo, da predstavijo to tudi lokalni skupnosti. Zaenkrat pa to še daleč od tega, da bi bilo primerno za karkoli. Pa še razmere v Šentilju? Ta trenutek bi morali dobiti tja približno 1300 ljudi iz Dobove. Tja bodo prepeljani z 2 vlakovnima kompozicijama, ki so jih v Celju združili. Po časovnici bi zdaj približno moral se center polniti s temi ljudmi. Na območju občine Ormož je bilo tudi nekaj ilegalnih prehodov. Kako ste rešili to?
Torej, ilegalne prehode individualne rešujemo kot vsaki drugi prehod. Razen če gre dejansko za te ljudi, torej Sirice in tako naprej, potem jih združimo s temi, registriramo. Če gre za kakšne druge državljane, potem jih probamo vračati na standardni način hrvaškim kolegom. V vsakem primeru se posebej se ugotavlja, ali so v kakšnem prekršku ali niso, praviloma jih pa vse najavljamo nazaj in vračamo. Mi lahko nekdo prevede? Kako boste obravnavali? Koga? Te ljudi. Ne, te bomo obravnavali kot do sedaj. Torej, zapeljali oziroma pospremili bomo sprejemni center, kjer bomo registrirali, od tam naprej pa v nastanitvene centre po Sloveniji. Imate kakšen apel za občane občine Ormož, recimo, ki to doživljajo? Torej, jaz bi rad ljudi pomiril in v tej vaši občini in na območju Zavrča, kjer se je zgodil včerajšnji dogodek, ti ljudje praviloma ne izvršujejo kaznivih dejanj, ne izvršujejo prekrškov. Res, da za seboj pustijo grozno stanje oziroma razdejanje, a vendar se jih ni potrebno bati, niso nevarni za življenje, ne beležimo kaznivih dejanj, ne beležimo prekrškov. Prav je, da nas o tem, da so se ljudje nekje pojavili, obvestijo, da vemo, kje so, da jih pridemo iskati, da jih probamo zbrati, da jih odpeljemo na tista mesta, ki so za to določena. Ni pa potrebno dobene panike, preplaha, karkoli. Torej je vse pod kontrolo še zaenkrat? Jaz ocenjujem, da ja. Res je, da ko pridejo v nastanitveni center v Šentilju, da jih mi tam ne zadržujemo na silo, da odhajajo. Oni imajo po odločbah, ki jih prejmejo ob registraciji, dovoljeno gibanje po celotnem Sloveniji. Zaradi tega jih mi ne zadržujemo, ne oviramo in potem to včasih dobi pridih, kot da gre za neko kaotično stanje. Oni pa seveda iščejo svoje možnosti, kako priti dalje na zahod. Prvo razumem, potem naj bi vsi ob registraciji dobili... Morali bi dobiti odločbe. Videl danes, ne vem, najspodnji del... V Šentilju je nastanitveni center. Zakaj jih nimajo, to je druga pesem. Ne vem, to boste morali njih vprašati. Potem Slovenija delno ne izvaja več. Ne, vi morate vedeti, da na nastanitvenem centru že pridejo z takimi papirji, dobijo jih po sprejemnih centrih. Šentilj je pa nastanitveni. Okay, so they will not have to sit in the mud or in the rain like in Serbia or in Croatia? Spet, čelo? Na dežju, v mrazu. Mi se trudimo, da se to ne bi zgodilo. Imamo pač nastanitveni možnosti, kolikor jih je, poskušamo jih čim prej spraviti na toplo oziroma v šotore, kjer se imajo možnost spočiti, kjer imajo možnost tistih osnovnih higienskih potreb za opraviti. Zmeraj pa to ne gre. Včasih je treba počakati, tudi moji kolegi stojijo na dežju in snegu in se trudimo vsi čim prej rešiti to situacijo. Ko pa je priliv prevelik, pa enostavno ne gre hitreje, kot delamo. Kako pa poteka komunikacija s hrvaško policijo? Glede na to, čakali ste se dan ali... Torej nismo imeli najave, mi smo čakali, da bojo, če bojo nam karkoli najavili, mislim, da danes komunikacija teče bistveno bolje kot včeraj. Torej nismo imeli najav, ampak nismo imeli tudi nepredvidenih, nenajavljenih prihodov tujcev. To, kar je sedaj, je bilo najavljeno, je bilo dogovorjeno, lahko se organiziramo mi, kot vidite, smo pripravljeni na vse tole, da se bo sprovedlo. Upajmo, da pa ne bo kakšnih presenečenj tekom noči. Hvala lepa. V stanju pa so, prebežniki večinoma potrebujejo zdravniško pomoč. Zelo v različnem stanju so. Nekateri so kar obnemogli, ravno teli včeraj, ki so bili potem prijeti na območju Zavrča, so bili precej obnemogli. Med njimi je bilo kar precej žensk in tudi otrok in tem ljudem nudimo prioriteto. Torej, če naletimo na take ljudi, jih izločimo in oni so tisti prvi, ki gredo po vrsti naprej v sprejemne oziroma nastanitvene centre. Tisti, ki so videti v boljšem stanju, pač počakajo. Treba razumeti tudi to mogoče, da imamo pač na voljo toliko prevoznih sredstev, kot jih je. Dogaja se nam, da imamo premalo avtobusov, da enostavno ne uspemo, avtobusi ne uspejo tako hitro voziti, kolikor bi bile naše potrebe. Vozniki rabijo tudi svoj počitek, torej spoštovati morajo zakonodajo in tudi sami niso sposobni več kot toliko voziti in zaradi tega se nam dogaja, da počakajo tudi celo noč na naslednji prevoz. Žal ne gre hitreje, omejeni smo s to logistiko. Hvala lepa.
Assalamu alaikum. Syria, oh Syria, oh Syria, Allah is here. Syria, oh Syria, oh Sham. I feel sad and helpless for my brothers in Syria. I'm praying for the heroes of Islam. My brothers are being oppressed by the tyrants of Syria, fighting for survival and self-defense. Though the sky is falling down, all the angels gather around, and the clouds are crying for Bilad al-Sham. The consequences are dear, the oppressor should fear. Allah's victory will come to Bilad al-Sham. Ameen. Syria, oh Syria, oh Syria, Allah is here. Syria, oh Syria, oh Sham. The mothers of Sham are crying, every tear will be accounted for. Allah is the King and most just. The courage of my sisters in war is an example for mankind. Standing strong, may Allah bless them all. Ameen. Though the sky is falling down, all the angels gather around, and the clouds are crying for Bilad al-Sham. The consequences are dear, the oppressor should fear. Allah's victory will come to Bilad al-Sham. Ameen. Syria, oh Syria, oh Syria, Allah is here. Syria, oh Syria, oh Sham. Allahumma izal Islam wal Muslimin wa dammir ad-din thumma ameen. Syria, oh Syria, oh Syria, Allah is here. Syria, oh Syria, oh Sham. Assalamu alaikum. As he left the streets of Mecca, he was trying to find a home. He pays for the believers, leaving their troubles behind. As he walked through the desert, he was thinking about his life. 10 years into Revelation, it was a trying test of time.
He had just lost his wife, Khadija al-Mu'minin, and he also lost Abu Talib, his protector from Quraysh. We'll never know the burden on his shoulders. The message came from up above. He struggled for you and I. Rasulullah, Khalilullah, Sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, Khalilullah, Sallallahu alayhi wa sallam. So many thoughts had crossed his mind while he traveled on his journey. Now he came across a town, his destination a Taif, and he walked into the house of the leaders of Taif, and he called them to Islam. La ilaha illallah. They did not care what he had to say. Straight away dismissed the prophet, making fun and mocking his message. They told him, leave, you're not welcome here. We'll never know the burden on his shoulders. The message came from up above. He struggled for you and I. Rasulullah, Khalilullah, Sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, Khalilullah, Sallallahu alayhi wa sallam. Now the tragedy begins. The prophet obsolete. The people of the town curse and mock the chosen one. As if this was not enough, they started throwing stones. Telling the story breaks my heart. He was bleeding head to toe. The prophet runs away from home, finding shelter under a tree. His blessed body's covered with blood, and he sits down and prays. To Allah he called with a beautiful dua. So powerful and humbly was the prayer of the prophet. Straight away a response from Allah. Angel Jibreel came from above with the angel of the mountains of Taif. Jibreel alayhi salam said, O Prophet of Allah, I have brought the angel of the mountains of Taif. He will destroy that town and the people who hurt you. Your Lord has seen your pain and he sent us down to you. Prophet Muhammad, peace be upon him, he looked at the angel, said, don't hurt them. They do not know and not forgive them. Inshallah one day they will come to Islam. Look how amazing our prophet was. Rasulullah, Khalilullah, Sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, Khalilullah. Železniške postaje so jih z avtobusi zvozili v sprejemni center, kjer je vse potekalo dokaj mirno in strogo pod kontrolo številnih policistov. Humanitarci so poskrbeli za hrano in oblačila, kar so delili pomoči potrebnim. V teku zadnjih dni se je namreč v sprejemnem centru nabralo precej potrebščin, ki so jih tja dostavile različne organizacije in posamezniki. Od petka do včeraj je v Slovenijo prišlo oziroma prečkalo blizu 20.000 beguncev. Koliko jih bo še prišlo, je težko napovedati. Situacije se namreč menjajo iz ure v uro.
sallallahu alayhi wa sallam. Rasulallah, Khalilullah, sallallahu